Ostali smo doma. Kaj lahko počenjamo? Jaz imam ping-pong klopar, imam ping-pong žogico, lahko delam nekaj takega. Žal doma nimam ping-pong mize. Ping-pong žogica. Ideja za poskus. V hiši imam en zelo močan fen za lase. Tukaj imam tudi enega. Tale je od Tača. Pa poskusimo, kaj se zgodi, če s fenom piham na žogico. Nekaj časa žogica lebdi. Ta fen ni preveč dober. To sem zdaj ugotovil. Poskusite s svojim fenom doma, poskusite s svojo ping-pong žogico doma. Tale izgleda ustvarja eno čuden vihar zraka nad tem izpustom. Mogoče je vaš fen boljši in bo žogica dlje časa se obdržala in bolj mirno lebdela v curku zraka. Poskusite. Lahko pa morda poskusimo žogico čim dlje časa obdržati v zraku s svojo sapo. Poglejmo. Še enkrat. No, morda si lahko pomagamo tudi s slamico, da nas ne bo bolel vrat. Bom poskusil kar s tako plastično, ki jo več ne uporabljam za pitje, ker jo pač nočem vreči stran, da bo plavala nekje v nekem oceanu in zastrupljala, poškodovala živali. Ampak za eksperimente pa jih bom kar obdržal doma. Tudi slamice bodo ostale doma. No, še enkrat. To je krasna vaja za trenirati svoja pljuča. Imam pa tudi še eno drugo slamico, ki ni iz plastike, ampak iz bambusa. Pa poskusimo še z njo. Ojej, te se pa ne da zviti. Bom pa še enkrat malo zvil svoj vrat. Še enkrat. Vidite, poskusi vedno ne uspejo, zato pa je treba biti vztrajen, ponavljati, vedno bo šlo bolje. Vaja dela mojstra. A veste, kaj so mi rekli, da trobenta ima na koncu eno tako razširitev, takšno kot lijak, recimo. Pravijo, da zato, da je zvok močnejši, da se ga bolj sliši. Mogoče pa, če piham
zrak skozi lijak, mogoče bo pa tudi ta moja sapa ojačena, pa bo žogica dlje časa se obdržala v zraku. Poskusimo. Še prej mi zmanjka sape. Kaj pa če lijak obrnem navzdol pa piham? Verjetno bo takoj žogica padla ven. Ja pa ne. Ne. Dokler piham, se žogica drži kot zalepljena tega lijaka. Šele ko neham pihati, pade dol. To je pa res nekaj zanimivega. Kaj je krivo? Kaj je vzrok temu? Je to oblika tega lijaka? Je to, kako piha veter skozi lijak? Pa kako gre mimo žogice? Ne vem. Veste kaj? Najdite doma lijak, najdite doma ping-pong žogico in poskusite. Ideje se rodijo tako, da poskušaš, da delaš napake. Napake je potrebno delati. A veste, na napakah se učimo. Tisti človek, ki je naredil največ napak, se je tudi največ stvari naučil. Tudi Einstein je rekel, človek, ki ni naredil še nobene napake, tudi ni nič novega pogruntal. Tako da kar eksperimentirajte čim več. S takim lijakom mogoče najdete doma kakšnega manjšega, še manjšega. Jaz zdaj ne bom poskusil. Poskusite vi. Bolj zanimivo je sam odkrivati, kot da ti nekdo neke stvari kaže. In se vidimo naslednjič. Adijo.